Živjo, danes bomo mi tekli na 10 km. A se strinjata? Ja. Sta že kdaj tekla 10 km? Že parkrat. Že parkrat, no, in bomo si pogledali, kako to izgleda, če dva 11-letnika tečeta 10 km. Kaj strahu pred tekom? Ne. Nič strahu? Mal? Mal? V minusu. V minusu? Čisi sproščen. Fino, evo, gremo sproščeno na tek. Biti športni starš na nek način pomeni tudi to, da si želi svoje veselje do gibanja prenesti tudi na svoje otroke, kar pa včasih sploh ni lahko. V svoji goreči želji lahko hitro celo pretiravamo in dosežemo nasprotno željenega. Hitro dosežemo otrokov odpor, kar se pri starših, ki smo navdušeni tekači ali pa na primer planinci, toliko hitreje zgodi. Užitek v vztrajnostnem športu namreč ni takoj dostopen. Pričakovali bi preveč, če bi si mislili, da je dosegljiv na prvo žogo. Tistega pravega užitka smo deležni šele takrat, ko se naučimo uživati, in to v naporu, kar pa sploh ni tako lahko. Tek je namreč hitro prenaporen, boleč in torej neprijeten. Kje je tu užitek? Užitek se skriva v tankočutnem iskanju primernosti, ko tečemo primerno daleč in primerno hitro, vmes pa si privoščimo primerne počitke, ki nas napolnijo z novim veseljem do živahnega prepletanja korakov. Primernost pa ni samoumevna reč. Pri teku jo v bistvu zelo hitro presežemo in smo prepogosto in predolgo v območju neprimernosti, ki otroka, pa tudi odrasle, prepričuje, da je tek ena sama muka in dolg čas. Kot starši tekači svojih otrok v vztrajnostni tek nikar ne uvajamo s previsokimi cilji. Z visokimi cilji bomo le tlakovali pot do odpora. Za užitek v vztrajnostnem teku je treba utrditi močne temelje, od stopala gor, vse do glave. Celotno telo se mora najprej utrditi, da lahko pričakujemo, da bomo poleteli. Da se po teku ne bomo počutili popolnoma poteptane, ampak na nek način prerojene. Kako to doseči? Hoja nam pride pri tem zelo prav. Viljem nama je ušel naprej, tako da bova zdaj mi dva samostojno nadaljevala. In naprimer tale klanček, ki je pred nami, bova tudi mi dva hodila. Super. Zdaj sva tekla 3 minute pa pol, tako da minutka hoje bo prav pasala. Hoja kot mama, ki otroka objame in nahrani, da lahko spet igrivo steče naprej. Igrivo pa pomeni tudi svobodno, ko se ne držimo vnaprejšnjih ciljev, ampak cilje glede na trenutno počutje sproti postavljamo in jih s hvaležnostjo dosegamo. Pomembno je tudi, da se pri tem ne primerjamo preveč z drugimi. Otroci so v vztrajnostnem teku zelo različno sposobni. Eni z veliko lahkoto tečejo daleč in precej hitro, medtem ko drugi veliko hitreje opešajo. Kar nikakor ne pomeni, da tisti, ki hitreje opešajo, niso nadarjeni za tek. Sploh ne. Njihov talent potrebuje le nekoliko več dodatne nege, da se razvije v polnosti. Kot atletski trener sem na stadionu videval zelo različno sposobne mlade tekače in tekačice. Hitro sem lahko videl, kdo je nadarjen za tek. Skoraj nemogoče pa je bilo reči, da nekdo ni nadarjen zanj. Tudi je bil bistveno počasnejši in s krajšo sapo kot drugi, se je lahko skozi čas redne vadbe njihov talent začel sramežljivo, a vztrajno prikazovati. Helena Javornik, ena od naših najuspešnejših tekačic, ki je nosilka večjih državnih rekordov, je pripovedovala, da je prišla na stadion Kladivar vprašati, če bi lahko pričela trenirati. Pa jo je takratni trener zavrnil kot premalo nadarjeno. Tudi Neja Kršinar v mladinskih kategorijah ni kazala talenta. Zdaj pa je ena od naših najboljših. Razvila ga je zelo postopoma, ampak toliko više kot marsikatera njena vrstnica, ki je v mladih letih tekla hitreje in dlje. Če otroku pomagamo, da se nauči prijaznosti do sebe in drugih, vztrajnosti, potrpežljivosti, hvaležnosti in razvojne miselnosti, smo naredili zelo veliko. In vztrajnostni tek uči prav to. Vesel sem, da lahko tečem s svojim sinom in mu predajam te pomembne vrline, ki mu bodo pomagale teči. In ne samo to, da mu bodo pomagale bolje živeti. Hoditi pa res paše. Naredila sem že 8 km, tako da sem še 2 km do cilja. No pa stecimo.
tečem proti vetru. In kakšni so občutki? V redu. Fino hladi. Ja, čeprav zdaj me že kar mar zebe. A res? Kdaj si pa že tekel na 10 km na tekmi? A si že? Sam že Kje? na Brionik, mi zdi. Aha, ja. Pa, Samo na Brionik. ja, bi se sam na Brionik. Pa Ja. še na teh tvah. Kje? Pa še na tem, ne, na zadnje. V Novem Gradu si tekel 5 km. Ja, na 5 km. Pa na tem dnevu, Aha, na tekaškem dnevu, ja. na tekaškem dnevu 15. Si pa naredil 15 km. Bravo. Tako da tvoj drugi uradni 10 km tek. Ja, Bravo, bravo. In to obakrat ob morju. ja, Enkrat celo na morju, se pravi na otoku Brioni. Čez en teden boš imel priložnost spet teči na Brionih. ko me čakam. Bravo, Mila! Bravo! Daj petko. Zmagala! Bravo, bravo. Oh, Si vesel, ko je mamica zmagala? ja, zelo. Zdaj me že kar lažje teči. Lepi občutki, a ne? Ja. Kaj je proti cilju? Bravo, bravo, Oskar. Bravo. Oskar, svaka čast, to ide, bravo. Bravo.